Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, golobja vlada Roberta Goloba je vsak dan manjša, kot je tudi manj svobode, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Centralizacija Slovenije je vse hujša. Promet vseh firm, ki imajo sedež v mestnih občinah brez Ljubljane, ne dosega niti polovice prometa firm, ki imajo sedež v glavnem mestu. Je že tako, da biznis očitno laufa samo še v Ljubljani. Ljubljana in Slovenija, dve plati istega kovanca torej. Sedaj pa se lotimo 26. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Gaza ali Slovenija. Razpada Gaza, razpada Slovenija. Zakaj je mir v Izraelu oziroma Palestini enako daleč kot demokratična in razvojna renesansa Slovenije, nam bo povedal naš stalni komentator, dr. Boštjan Marko Turk. Boštjan, toplo pozdravljen v Faktorju. Dober večer. Najprej predlagam, Boštjan, da se skupaj pridružiš, oziroma da se mi pridružiš pri izrekanju dobrih želja najbolj trofejnemu slovenskemu rokometnemu trenerju Tonetu Tislu, ki bi moral danes v naši oddaji predstavljati svojo avtobiografijo od rokometa do kolesa, pa je žal zbolel. Ja, seveda, upamo, da se bo čim prej pozdravil, ne? Tako, ja. Ampak je pa fajn, da imamo med stalnimi komentatorji ljudi, kot si ti, ne, ki zmerom si pripravljen pač nam priskočiti na pomoč oziroma prideti komentirati stvari. Posebej sedaj, Boštjan, ko, čeprav vem, tudi ti promoviraš svojo knjigo ne samo po Sloveniji, ampak tudi izven naših meja, ne? Da, jaz sem bil, jaz sem se ravno kar vrnil z Hrvaške, kjer seveda promoviram svojo knjigo, ki je izšla v hrvaščini, se pravi, sem jo sam redigiral, in sem bil na nekaj televizijah, zdaj sem bil tudi na HRT-ju, to so te televizijska mreža Z1, pa potem hrvaška televizija, hrvaški radio, pa pripravljajo se še, bi rekel, intervjuji za izredno odmevne spletne strani, pa za Glas koncila, ki je v bistvu ena najmočnejših publikacij na Hrvaškem in tako. Tako da ta otrok je tudi v hrvaščini shodil na tej zvezi. Bi rekel, ko sem bil na TV Velebitu prejšnji teden, in sem govoril tudi pač brez omembe imen, ki bi, se pravi, teh ljudi, ki so me tožila, ampak sem se samo na konsekvence, bi rekel, osredotočil. In sem povedal pač, da je naša družina plačala enoletno plačo samo za eno odškodnino, plus, ker je plačala zamudne obresti, pa zamudne obresti ni človek kriv, zamudne obresti povzroči nedelo sodišča, ki izda odločbo čez 10 let, konkretno v enem primeru. In sem rekel, da če nekdo človeka obsodi, ker pa seveda sodišča natančno dobro vedo, koliko so zamudne obresti, na nekaj takega ga obsodi na to, da ga bo uničil, sploh če ima dva majhna oziroma osnovnošolska otroka. In se mi je zgodilo nekaj, kar je neverjetno, dobim po WhatsAppu sporočilo, spoštovani gospod Turk, zdaj prevajam, izredno me je prizadela vaša življenjska zgodba, se vas res hoče uničiti, kaj ste morali vse pretrpeti, in kljub temu niste obmolknil. Ta dobrota me je res, moram reči, izredno pozitivno presenetila, in je rekel, predvsem je nekaj ugotovil, gospod Turk, vi zdaj prevajam, vi ste izredno hraber, oziroma, to je hraber, pogumen človek, Sem rekel, sem rekel, to je neka stvar, ki se je človek jo prinese s seboj in se je niti ne zaveda, ker če bi začel o tem razmišljati, kaj se ti lahko zgodi, potem bi pač molčal, ampak jaz enostavno ne razmišljam, ampak taki ljudje, recimo, en trikotnik, se bom izuzel, ala Pavle Rupar, pa recimo, to je ista zgodba, in pa konec koncev ti, pa Boris Tomašič, pa ljudje, ki delamo, pa jaz konec koncev, ki delamo nekaj za stvar, nekaj za to, da izpolnjujemo neko temeljno poslanstvo, konkretno novinarstvo, informiranja, neko temeljno, pa Bojan Požar, pač vsi v tem krogu.
ljudi, neko temeljno poslanstvo, ki ga pač 99% nominalnih novinarjev zastopanih v društvu novinarjev Slovenije niti da ne izpolnjuje, ampak dela vse, da bi se temu poslanstvu, se pravi širjenju neobremenjene in objektivne resnice izognilo. Mi smo seveda veseli zate, Boštjan. Bi rekel si človek na vse te svoje nesreče, kar je neverjetno. To mora tudi recimo Pavle Rupa razumeti. Nekaj na koncu celo velikega domišlja. Imajo vse te nesreče, ker to recimo plačati 30 000 zaradi 7 stavkov neki poeziji, pa to je pač nesreča, ker tega nisi, take odškodnine se prisodijo v primerih recimo smrtnih prometnih nesreč pod alkoholom ali karkoli, so take odškodnine. Ampak ta nesreča te potem v bistvu naredi neskončno bolj pogumnega in ti da neko veliko samozavest. To je pač nekaj, kar povzročitelji te nesreče, recimo konkretno slovensko sodstvo, konkretno kaj že ta nesreča, Maja Kolman Stanković. Sodnica, mi smo veseli zate, Boštjan, niti si ne predstavlja. Ko si ravno omenil že 10 let, je trajal ta tvoj proces, ampak vidiš, koliko se tudi stvari v politiki v 10 letih korenito spremenijo. Če se spomniva, pred 10 leti je takratni predsednik Državnega zbora, zdajšnji europoslanec iz vrst socialnih demokratov, dr. Milan Brglez, vodil pri nas inicijativo za priznanje Palestine kot samostojne države. To je podpirala tudi takratna europoslanka Tanja Fajon, ki pa je zdaj zunanja ministrica Republike Slovenije, in kolegi iz N1 Info so jo vprašali potem, kako z današnjimi očmi gleda na tisto takratno svojo politiko. Poglejmo, kaj je odgovorila. Če kot evropska poslanka rekli, citiram, ker brez odločnih ukrepov mednarodne skupnosti miru na Bližnjem vzhodu ne bo mogoče doseči, je mednarodno priznanje neodvisne in samostojne države Palestine tudi za Slovenijo nujno. Skoraj 10 let kasneje so razmere drugačne, da, ampak mir ni bil dosežen, trenutno ga ni, daleč od miru smo. Ali so ukrepi mednarodne skupnosti zdaj odločni ali ne, so se ti razlogi, o katerih ste takrat govorili, tudi spremenili? Danes smo na pragu, če ne že nove vojne na Bližnjem vzhodu. Danes je prioriteta ustaviti spopade, napade, narediti vse, da ne pride do eskalacije, predvsem pa zaščititi ljudi. In to danes delamo. Vse drugo, kar je danes, ali lahko sedemo za mizo in gremo v rešitev dveh držav, ni realno. Zagotavljam pa, da si lahko pogledate v zadnjem letu tudi tistim, ki so mogoče kritični, kaj Slovenija počne, bo zelo dovolj dejstvo, da pogledate glasovanje v generalni skupščini in mogoče bo slika marsikomu bolj jasna. Ja. Zdaj, Boštjan, zunanja ministrica Fajonova je med drugim izjavila tudi, da naša podpora Izraelu neomajna. Pa me zdaj zanima, nekateri, predvsem iz opozicije, očitajo, da Slovenija velja za propalestinsko državo, predvsem zaradi javnih izjav in pobud poslancev stranke Levica, pa me zanima tvoje mnenje. Se je po tvoje zdaj v tem spopadu, Izrael pravi, da je uradno tudi v vojni z Hamasom oziroma z palestinskimi gibanji iz teritorija Gaze. Skratka, se je po tvoje Slovenija v tej vojni, v tem spopadu navzven kaže kot pro-palestinska država? Ja, seveda se drugače tudi ne more biti. Mislim, to je pač popolnoma zmedeno govorenje, če ministrica, ki se je ravno kar zavzemala za priznanje Palestine, izjavlja, da ima ona kot ministrica izjavlja, da ima Izrael vso našo podporo. Torej, to je smešno. To je tako, kot če bi ne vem, človek govoril, da absolutno podpira Kijev in v isti sapi rekel, ampak vse naše simpatije gredo v Moskvo. To je pa govorenje tako na pamet in odvezano od vse resničnosti. Tako kot je vse, kar ta vlada počne, odvezano od vse resničnosti in se tega sploh več z resnim jezikom ne da komentirati. Se da se komentirati samo tako, kot sem jaz to komentiral v enem zadnjih faktorjev, da se pač iz tega štosiraš. Zato, ker to je, mislim, ja, Slovenija postaja res prava Gaza. Mislim, ta svoboda nam je prinesla v kakšnem smislu teror, Gaza, če konec, bi rekel,
še zadnje medijske neodvisnosti v tako imenovanih glavnih medijih, recimo nacionalna televizija, prinesla nam je ta svoboda, da nimamo več pravne države, ker nimamo več ustavnega sodišča. Ustavno sodišče ni več ustavno sodišče, ampak je pač institucija političnega agitpropa, ki je popolnoma predvidljiva v svojih odločitvah. In zdaj ne vem, koliko časa nameravajo ljudje še to gledati, ker vse to se dogaja, ti gospodje se grejo ta ringelšpil v njihovo izrazito škodo. Tako da, ne vem. Zdaj, kar se pa tiče seveda, da smo veljamo za propalestinske, pa razumljivo, saj tudi drugačne more biti. Jaz sem v svoji knjigi prejšnji Kota 101 napisal, Izrael se je vedno branil pred sovjetskim orožjem. In seveda, kdo bi bil glavni, bi rekel, dobavitelj sovjetskega orožja Palestincem, arabskim sosedom Izraela, Jugoslavija. Kdo je uril, bi rekel, palestinske teroriste? Jugoslavija. Kdo se je objemal z Jaserem Arafatom? Tito. Kdo je bil vedno proti Izraelu in vedno na strani Arabcev? Kdo je z arabskimi državami naredil, bi rekel, neuvrščene? Tito, Jugoslavija. In seveda se drugače ti ljudje zdaj podoživljajo, kar je pač v bistvu česar nobena država ne počne, niti Rusi ne. Niti Rusi ne podoživljajo dobe Brežneva, ali pa dobe Hruščova, ali pa konec koncev sreč tudi ne dobe Stalina. Ampak to, kar mi delamo, je pa neke vrste čisti navaden kič. To, da se Tanja Fajon klanja pred Borisom Kidričem, je sicer strahovito sporno, glede na to, da je bil ta človek po vseh mednarodnih kriterijih zločinec, ampak je pa kičasto. Kako se lahko neka političarka klanja pred nekim kipom? Mislim, kje so pa že to videli? Pa še tam je bil nek suh štrcelj, ne vem, zraven nje, kako se to imenuje, ne vem, ker to so vsi samo imena imajo, vse govori pa isto, vse misli isto in vse stremi samo k istemu, to je, kako se bo, bi rekel, s čim manj dela prigreblo do čim boljših položajev. In to so se klanjali to je ta slika. In to je kičasto, mislim, kako naj to zdrava pamet drugače razume kot kič. In vse to, kar delajo obujanje Tita, pa to, kar počne ta ministrstva za kulturo, Asta Vrečko, to je pač kič. Tako kot ga je Kundera popisal v neznosni lahkosti bivanja, tako kot obstaja to v literaturi, in se ti ljudje, pa to je čudno, pa se imajo vsi neke doktorate, pa to pa sploh ne vedo, kaj je to recimo kič, sploh ne vedo, kakšno je njihovo početje. To je isto tako, kot če ti kupaš tam, ne vem, na Ponterosu 50 plastičnih angelčkov. Ko pa kupaš angelčka od Tita. No, Titov še ne izdelujo. Če Tite je v plastiki izdeloval na Ponterosu, pa jih tam prodajali, po moje bi imeli to biznis večji kot s farmericami v 70-ih letih. Tite je recimo delali iz plastike, pa Titeja imaš od pol metra, pa od 10 centimetrov, pa tako. To je v bistvu to. In seveda, to drugačno more biti. To je pač, mi smo absolutno propalestinski. Torej, tragedija bo pa ta, da se bojo zdaj to razumeli, pač palestinski teroristi, da so tukaj lahko doma in potem bo začeli pokati. Saj že poka, saj na konkretno vprašanje kolega Petra Jančiča, policijski postaji Bežigrad, ali je prišlo na Vilharjevi v podhodu do posilstva, je bil odgovor da. In ta odgovor je Peter Jančič objavil, drugi mediji ga niso objavili. Jaz sem mislil, da je Peter Jančič to objavil, ker je razpolagal za nesporno informacijo, da se je nekaj takega zgodilo. Zdaj se bo pa zgodile še ugrabitve, umori in tako. Ampak to vse ta problem je teh 400 000, bi rekel, od zdravega razuma odvezanih državljanov, ki je izvolil ta potujoči cirkus Monty Pythona, ki ga zdaj gledamo. Predlagam, da se o teh in sorodnih zadevah pogovoriva v nadaljevanju, tako da ne nama vid, gledalke, gledalci, se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, zakaj razpada Gaza in zakaj razpada Slovenija. Ostanite. Aljuš? Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naš stalni komentator Boštjan Marko Turk, pogovarjamo pa se o tem, zakaj razpada Gaza in zakaj je Slovenija. Zdaj, Boštjan,
ta poziv recimo ameriškega predsednika Bidena, da bi bila pač popolna kopenska ofenziva na ozemlje Gaze strani Izraela napaka, potem pozivi ali pa stališče, mogoče malo nenavadno, ne, boš pokomentiral, Borela, ne, se pravi zunanjega predstavnika EU, da pač predsednica komisije von der Leyenova ne govori v imenu EU. Kdo pa potem govori, če ne predsednica Evropske komisije, ne, verjetno je s tem mislil sebe. Skratka, kako ti vidiš zdaj te pozive v bistvu Zahoda, ne, ki so v štartu pač brezprizivno, tako kot naša zunanja ministrica Fajonova, konec koncev podprli Izrael, zdaj pa vidimo, da pač malo se to stališče vsaj v tem delu šibi, v smislu, da Izrael nima nekega pač popolnega agremaja, nekega carte blanche za neko dokončno rešitev. Kako ti to vidiš? Pa ja, tu bi zdaj dvoje, ne, jaz bi rad zdaj najprej povedal o tem Ringelšpilu, ki se pač imenuje Republika Slovenija, ne, kakšna zmeda tukaj vlada, ne, Tanja Fajon, to je Ringelšpil, ne, se pravi, se vrti, pa enkrat rečeš keks, pa drugič rečeš ne keks, pa rečeš C, pa D, pa B, pa rečeš podpiram Izrael, jaz sem za priznanje Palestine, priznanje Palestine zdaj ne more biti, zato ker je država v vojni. To reče zunanja ministrica države, Republike Slovenije, za katero se je vprašanje priznanja pojavilo prav in nikjer drugje kot v vojni. Kot v junijski vojni za Slovenijo je bil brionski moratorij sprejet zgolj s tem namenom, da se gre v umik JLA in drugo v mednarodno priznanje Republike Slovenije. In 30 let kasneje Tanja Fajon pravi za neko drugo državo, ki doživlja, bi rekel, isto, ki je v vojni, a ne, da to pa zdaj se pa ne moramo pogovarjati o priznanju, ker je država v vojni. Zdaj pa ne vem, a se Tanja Fajon dela norca najprej iz sebe same, ali pa se dela norca iz vseh davkoplačevalcev, ki to kontroliramo. Še hujša situacija je na nivoju Evropske unije. Ne. Mislim, Ursula von der Leyen ne samo, da nima nobenega mandata, ker za njo niti eden evropski volilec ni glasoval. In to je pač ona ni bila nikoli na evropskih volitvah in njeni nikoli nihče izvolil. Tako tudi kot Borela ne. A ne? Borel zdaj sicer navija, če jaz njega razumem, da se mora nasilje ustaviti pa Boga Palestina, von Leyenova navija zdaj, da pa Izrael bolj, pa tako, ampak to so vsi ljudje, ki delujejo samo preko nekih lobističnih mrež in ne vidijo drugega. Meni je zelo žal. Ona dva sta ne rešitev, ampak ona dva sta globinski problem in ta bruselska birokracija je globinski problem, ki uničuje Evropo. Zdaj pa tako, če gremo nazaj, ne, jaz sem bil pri Dujmoviću, to je pač ena od teh oddaj, ki sem jih imel v okviru svoje hrvaške knjige, on je rekel napoved, ravno je butnila ven ta agresija Hamasa na Izraela, ne, in je rekel, ja, gospod Turk, ne, vaša knjiga je to točno napovedala, ne, vi govorite o slabosti Evrope, sem rekel, vidite, če bi bila Evropa močna, ko je bila Evropa močna, se vojne niso dogajale. Zdaj morate vedeti še nekaj, ne, sem rekel, Izrael na eni strani, Ukrajina na drugi strani, pa Armenija. 100.000 Armencev, kristjanov, se je med tem moralo umakniti iz svojih rodnih ognjišča, ne, bi rekel, pa o tem ni nihče rekel nič. Izrael, zakaj vam jaz toliko simpatij in zakaj sem jaz pro-Izrael, ves čas bil in bom? Zato, ker je Izrael pač duhovni brat Zahoda, brez Zahoda bi brez Izraela ne bilo, je v bistvu duhovni brat krščanstva, bi rekel na nek način, ne? Predvsem pa najintimnejši del zahodne civilizacije, ne? V kulturnem in tehnološkem smislu. Izraelci ljudje imajo neverjetno število Nobelovih nagrajencev, ne? In Izrael je v tem smislu predstraža Evrope in Izrael je napaden. In napaden je na najbolj brutalen možen način, ki si ga vi lahko mislite. Ne? Zdaj, seveda, tu se moramo zdaj vprašati, kdo ima, zakaj gre, vedno ugotovimo tako, da se vprašamo, kdo ima od tega interes, kdo tukaj profitira, kdo izgubi. Kdo tukaj profitira? Prvi, ki je profitiral, je Putin. Zato, ker zdaj je pač, in prva, ki je tukaj nekaj izgubila, je Ukrajina, zato, ker je fokus sveta zdaj šel na Izrael. Če vemo, in zdaj pač lahko Putin uveljavlja status quo in on je s tem dejanjem se je situacija Ukrajine objektivno poslabšala. Zdaj pa, če vemo, da Iran podpira vojaško Izrael in da Iran je seveda
izredno globoko povezan s temi palestinskimi milicami, bodisi s Hezbolahom, bodisi z Hamasom, potem seveda vidimo, da so tukaj že določeni zelo realni interesi, ki se slikajo v ozadju. In drugo, kar je pa seveda zadaj, je tudi Kitajska, ki to neskončno paše, ker zdaj je Zahod zapleten v dve vojni. In zdaj vam jaz povem, da bi se ne čudil, če bi se enkrat zgodovina pisala, da je, bi rekel, napad na Izrael bil izveden v trenutku, ko je ocenil, da z uspešnim lansiranjem letega lahko Kitajska počasi ali pa naenkrat začne invazijo na Tajvan. Kajti ZDA in Zahod ne bosta mogla poseči z tretjim pendrekom, en pendrek v Ukrajini, pa jaz imam Ukrajince absolutno rad in jih absolutno podpiram v njihovem boju, drug pendrek v Izraelu, pa jaz imam Izrael absolutno rad in ga podpiram v njegovem boju, in tretji pendrek v Tajvanu, do katerega pa jaz nimam nobenega razmerja in po moje tako razmišlja, recimo Evropejci, zahodnjaki, imamo neko razmerje do stvari, ki jih poznamo. Izrael vsi poznamo in da danes v zahodnji Evropi prevladuje med staroselci, tako kot moram reči, absolutna naklonjenost Izraelu, ni nobenega dvoma, da prevladuje absolutna naklonjenost Ukrajini, ni nobenega dvoma, ampak za Tajvan pa ne vem, a veste, do Tajvana pa jaz nimam, vem zgodovinsko, Formosa, Čankajšek in to, ampak nimamo nobenih odnosov in ne me kokla brcne, če ni to, bi rekel, maslo Kitajske, ki pa seveda ima tudi svetles velik vložek v igri, to je pa, da Rusijo slabi. Namen Kitajske je, da Rusijo zapleta v vojne, in to bo Putin se bo udaril, Putin ne, ker bo šel, ampak Rusi se bo udaril po glavi zaradi te vojne v Ukrajini, zato ker če zdajle upade v Sibirijo kitajska armada, Rusi ne morejo narediti nič. Je pa samo vprašanje časa, ni vprašanje, ali bo Kitajska ekspandirala v Sibirijo, se pravi na ruski vzhod, ampak samo vprašanje časa kdaj. To jaz vidim kot neke glavne dimenzije tega geopolitičnega prostora v tem trenutku. Ja, zanimivo, da praviš, da se mora Rusija bolj bati Kitajske kot kogarkoli drugega, ampak tole sem te hotel vprašati, Boštjan, se mogoče Izrael vseeno pa maščuje malo njihova zelo, bi rekel, taka preračunljiva, politika v preteklosti. Naprimer, v vojni v Siriji, vemo, so aktivno podpirali islamsko državo, celo materialno borce islamske države so z rešilci vozili na zdravljenje v Izrael. Tudi konec koncev Hamas je nastal z blagoslovom Izraela, ker se jim je zdela ta PLO Jaserja Arafata preveč levičarska organizacija. Misliš, da se ni zapletel Izrael v te svoje mreže neke regionalne sile, kjer proba med temi arabskimi sosedi, ki jih ima, sklepati neka zavezništva in se mu zdaj to v končni fazi maščuje? Pa jaz ti bom odgovoril, tako kot sem Bernardu Brčiču odgovoril na eni od naših oddaj, se pravi, to je bilo 3 leta nazaj, ko je začel, bi rekel, diskvalificirati Zelenskega, kaj dela, s kom se povezuje, kaj počne, pa sem mu rekel, Bernardu, prosim, na vprašanje mi odgovori, kaj pa, ni problema, to je bilo tu na Faktorju. Kaj bi pa ti storil, če bi bil Zelenski? In tu seveda tebe sprašujem, kaj pa ne Izrael, ne morem reči, Aljuš, kaj bi pa ti storil, če bi bil Izrael, ampak kaj ne pa Izrael drugega stori, odkar je nastal, kot da štrika, z namenom preživetja. Ker odkar je nastal, so ga že 3 dni po nastanku so ga napadla. In se mora ves čas potem, recimo tudi tega, to ni jasno, zakaj so Palestinci begunci, zakaj? Zato, ker za časa, bi rekel Jon, ko so napadli, se pravi 50 let nazaj, Arabci Izraela, to je tako imenovana Jom-Kipurska vojna, da se je takrat, so Arabci rekli Palestincem, ki so njihovi bratja, da se vi umaknite, ker bomo Izrael, bi rekel, uničili, in boste vi, bo toliko in toliko mrtvih, umaknite se, potem se boste pa, ko bo Izrael padel, vas bomo pa nazaj naselili. Vse je štimal, prvi del enačbe je štimal, se Palestinci, Izrael pa ni padel. In zdaj, seveda, Izrael pa ni trapas, da jih bo pač sprejel nazaj. In mislim, a veste, pa tudi
Izrael je pač na neki civilizacijski stopni, ki je neskončno višja, kot je civilizacijska stopna teh ljudi, ki pač nimajo v bistvu drugega cilja, kot da se grejo pač verske vojne, ne. In tudi problem Gaze je ta, ker Izraelci so umaknili z Gaze. Tudi jaz ne razumem dobro izraelskega računa pri tem, ne, ker oni so se že 2005 umaknili z Gaze in so to pustili pri miru. In je pa zanimivo še nekaj, kar sem dobil danes iz Pariza, no, podatek, ki ga tukaj objavljam, ne, mislim, to sem dobil pismo, se pravi enega profesora ali profesoric Sorbone, ki pravi, da torej ortodoksna skupnost, se pravi pravoslavna skupnost v Gazi in tako imenovana predkoncilska, se pravi latinska maša skupnost, se pravi Arabcev, Palestincev v Gazi, se ne bo umaknila. To je recimo en tak podatek, ki lahko nič ne pove, lahko pa veliko pove, jaz ga še nisem uspel čisto, bi rekel, do konca predelati. Ne. Zdaj, glede na to, da bojo Izraelci to, bi rekel, naredili temeljito ofenzivo in predvsem jaz mislim, da počistili rove, te rove bojo počistili, po katerih se gibljajo ves ta terora, ne, in kjer so tudi po moje zajeti talci, bojo počistili tako, da bojo pač po moje to minirali, ne, oziroma z eksplozivoma, ne, potem bo veliko mrtvih in bo to tvegano početje za tistega, ki je tam ostal, ne vem. Ja, zdaj Boštjan, če greva mogoče še malo na Slovenijo, ne, ker prava razpada Gaza, razpada tudi Slovenija. Zdaj, časopis Dnevnik je objavil rezultate javnomnenjske ankete Vox Populi, ne, ki pa kaže strm padec podpore vladi, strm padec podpore največji vladni stranki, Gibanju Svoboda in tako naprej. Še celo predsednik vlade Robert Golob, ne, ali pa kot ti praviš, fant naše Tine, ne, je strmoglavo na lestvici pač najbolj priljubljenih politikov. Zdaj ti si prej govoril o tem ringelšpilu, ne, te slovenske vladajoče politike. Misliš, da je ta ringelšpil zaslužen za to v narekovajih, da spremljamo zdaj te negativne trende podpore vladi, Gibanju Svoboda in celo samemu Golobu? Torej, jaz javnomnenjskih raziskav ne verjamem nič. Delno verjamem raziskavam, ki jih dela Parsifal. Tudi javnomnenjske raziskave na Zahodu so delane z namenom, da verjame sam tistih, ki jim sam ponarediš. Churchill je rekel, da verjame samo tistim javnomnenjskim raziskavam, ki jih sam ponarediš. Ja, javnomnenjske raziskave so ustvarjanje javnega mnenja, ne merjenje javnega mnenja. Ne. V tem smislu seveda, po moje se je Golob, to smo analizirali, zameril temu, bi rekel, partijskemu zakolisu, ki ga je inštaliralo, zato ker je v svoji, bi rekel, fant od naše Tine, v svoji samozagledanosti. To, ki je samozagledan, ki ti zagledan v Tino, se to gre lepo skupaj, ne. Sta dva zagledana, se kaj lepšega, se to bi morali mi pozdraviti, če sta dva, pa vsaj pri teh letih zagledana, ne. En od drugega, en malo samega sebe, en pa še malo, pa ona tudi malo samo sebe, a ne, pa malo pa še v Tino našo, ne. Tako da to je v bistvu čisto pozitivno, ne, ampak zdaj seveda ljudje toliko nori pa spet niso, ne, da bi to kar kupovala, ne, ker to je ringelšpil, ne, tam noter preletiš, tam odletiš, enega ministra vržejo na stolček, enega zvržejo ven, zdaj sploh imen ne vem teh, ne, mislim, sploh, ne, mislim, to sploh, to je pač, ne, ampak seveda ta kronična neučinkovitost te vlade, ne, ki se kaže v prometnih kolapsih, a ne, medtem ko nam Luka Mesec nalaga, da bo treba da gremo vsi na kolesa, pa da bo treba še malo kaj zožiti, pa gor pa dol, Alenčica pa pravi, pa zakaj se pa vozite, vse to je res, ne. Vsi ti problemi bili rešeni, če šli z Alenčico v našo, ne vem zakaj gor tisti panele, veste, ko so na avtocestah, ne, pravi don't drink and drive, ne pi, ne ko voziš in tako, zakaj ni, ker največja kolona, recimo, da imaš 10 km plus, da se vsi vklopijo, pa pravijo, Alenčica ima vas rada, pa tako signalizirajo. Alenčica naša ima vas rada. Ne, to bi bilo recimo neko smotrno, smiselno sporočilo to tako in to ljudje to dojemajo, da ta država v bistvu razpada, ne, in da je pač popolno brezpravje, ne, itak sodiščem ne zaupa, torej alarmantno po raziskavah Eurobarometra, alarmantno število ljudi, ne, visoko, ne, in mislim, da smo rekorderji v Evropi po smrti od alkohola, po samomoru, pa po neučinkovitih sodiščih. Mogoče je potem med tem tremi zadevami
kakšna povezava. Ne. Ampak ljudje to vidijo, ne, in mislim, pa predvsem vidijo da ta oblast poskuša, mislim, dela to, kar je najbolj usodno v politiki, ne. Lastno nekompetentnost rešuje z aroganco, ne. In to je vsazga, ne, mislim, ker oni so toliko nekompetentni, kot so arogantni, ne. In to recimo, kar Tanja Fajon razlaga, ne, mislim, jaz ne vem, zakaj SD ne zmore tega odločilnega državotvornega dejanja in njo frcne skozi vrata. Mislim, ker ta jim dela pa tako škodo, mislim, se to Janša tega lahko samo vesela, ne, ker to potem drži SD na 6-7%, ne. Ona pa, mislim, če jo gledaš tako, pa ne vem, sploh, kje je njena agenda. Kaj bi, mislim, ker to je, recimo, Enhan bi tu veliko bolj sedel v prostor, zato ker je človek je pač vsaj realista, ne, pa vsaj ne prodaja te ideologije, ne, ker to je tudi s Palestino čista ideologija. To je z volilnega stališča je to čisti nonsensa, ne. Do trenutka, ko bo se začeli kot v Franciji, ne, ko bodo pa začeli vratove profesorjem v šolah rezati, ne, potem bo pa to, bi rekel, bumerang, ki jim bo zletel v glavo. Ne. Ne vem, če se tega zavedajo. Ne. Ja, dobro vprašanje, ali se ali ne. Ampak si omenil že infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek. Ne vem, če si zasledil, Boštjan, no, ampak časopis Dnevnik je objavil pred dnevi tudi intervju z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, za moj osebni okus zelo tak promocijski PR intervju. In med drugim so ga vprašali tudi, če ima, se pravi, župan Janković, ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek na črni listi zaradi preteklih zamer. Me pa zanima tvoja analiza, ne, kot visokošolskega učitelja, kako lahko ima župan, pa čeprav glavnega mesta, pač ministra neke vlade slovenske na črni listi. Kvečemu bi bilo bolj normalno obratno, ali se motim? Ne, ona mu je zabila nož v hrbet, ne vem, kaj so takrat imeli, oziroma se niti ne spomnim. Glavni problem tega je to, da pri nas se reciklira, kot bi rekel, lansko jesen v kompostnik odvržena solata, se pomlad recitira na pomlad, reciklira in streže in skozi desetletje, 2 desetletji iste face na strani tranzicijske levice, iste face, ki se vrtijo posod, iste face, ki odločajo o državi, iste face, ki se ponujajo za reševanje nekih problemov, za katere so se že tisočkrat dokazale, da so nekompetentne, ljudje so zdaj začeli že govoriti, da se Bratuškove bojijo, tako kot, ne vem, bi rekel, zle usode, ker kadarkoli ona pride na oblast, so ceste zabasane, avtoceste niso prevozne in tako. Ne. In to so ljudje, ki so že tokrat padli na popravnih izpitih, a ne, pa si vedno znova odprejo možnost za naslednji rok in da se priglasijo. Ne. In mislim, tako čisto objektivno, jaz od veliko ljudi to slišam, ne, da pa tudi mislim, v nobenih težav. Ne. Povedati, koga sem volil na predzadnjih volitvah sem volil pač Požarja, na zadnjih sem pa volil SDS, zato ker se je SDS v najbolj ključnih razmerah za državo pokazala edina kompetentna, da državo vodi, pa so bile razmere ključne. Cel svet je bil v katastrofi, pa so odpeljali dobro. Medtem, ko zdaj pa sploh ni cel svet v katastrofi, nasprotno, čisto luštno je, pa delajo ti ljudje iz države katastrofo. To pa mislim, in spet si bo jemal mandat, tako kot sem rekel v zadnji oddaji, ljudstvo pove, prosim, Alenčica z železnico in Marjan Samokolenco, hvala lepa, hvala, a ne. Ona dva se potopita 3 metre globoko vodo in butneta ven, a ne, sta spet ministra, zdaj bo Alenčica z železnico, a ne, pravim zato, ker je tam skozi rodno vas dala, hotla pelat traso, pa podred 25 hiš, pa cerkev, pa ne vem koga, a ne, dokler niso krajani, bi rekel, se tako rekoč prevezali na šine, pa rekli, zdaj pa samo prek nas mrtvih. No, v glavnem, pač, ampak oni si vedno jemljejo novo možnost za popravne izpite. To je neverjetno. In ta Golob je tle čisto isto, ne. Vkolikor seveda to ni, on tega vsega si ne aranžira, zato da se bo mehko usedel potem nekam v energetiko, ne, ampak nič pa nima nobene zveze s tem, kar bi to, da bi ljudem to karkoli koristilo, oziroma da bi ti ljudje opravljali svoje temeljno poslanstvo, to je delo za državo. Vlada more delati za državo in delati učinkovito in dobro. Ta vlada pa dela
proti državi. Meje so odprte, zdaj imamo še palestinski miting, migrantov je, posilstva so, inflacija je najvišja v Evropi, poleg Češke pa Hrvaške, Slovaške pa Hrvaške, nič ne funkcionira. Ta država, ta vlada dela državi in državljanom v izrazito škodo. In jaz ne vem, jaz sem rekel na zadnjem članku za Požareport sem napisal, ampak to zdaj kroš, ampak dokler ne bo 50.000 ljudi se zbrali pred vrati državnega zbora in rekli tako, zdaj pa pejte. Pa nove volitve, pa nova vlada, pa ljudje, ki se bo ukvarjali ne s politiko, ampak z državo. Ne? Ampak zdaj, se bo to zgodilo ali ne, ne vem. Ja, tudi jaz ne, ampak Boštjan, ti si Ljubljančan, ne? Kaj pa Ljubljana, recimo, začeli smo današnjo vdajo s to analizo, ne? Kako biznis laufa v Ljubljani veliko bolj kot drugje po Sloveniji in eden večjih bizniserjev je tudi ljubljanski župan Janković in konec koncev tudi predsednik vlade Golob, ne? Ima neko avreolo bizniserja. Ne? Kako je zdaj s to Ljubljano? Je Ljubljana zdaj to res najlepše mesto na svetu, neka srčika Slovenije? Kako ti kot Ljubljančan to vse skupaj doživljaš? Torej, če sem objektiven, ampak zdaj ne me prosim zdaj držati za jezik, če sem objektiven, je ožji del Ljubljane, se pravi center Ljubljane, doživel v zadnjih 15 letih veliko z estetskega in arhitekturnega vidika, veliko pozitivnih sprememb. Pač že od Rupla naprej so se obnavljale fasade, v tem je Ljubljana na nek način, ampak ta center lepša od Zagreba. Zagreb je veličastnejši, če primerjam to tako. Drugo pa, kar seveda razmišljam, nekaj mi ni jasno. Zdaj berem na Požareportu, da je eno stanovanje od Anderličevega Šilenburga, dobita Jurček pa Damjan Janko, nekaj tazga. Jurček pa Janko, ali ne vem, Damjan pa Janko, pa Jurček, ne vem, Sinkota. V glavnem, nekaj mi ni jasno, kako so lahko cene, kdo, če imaš ti recimo €1.000.000. Jaz vem, da v Parizu recimo je cena tistih lokacij, ki so prestižne in ki bojo tudi čez 100 let vredne še parkrat več, je cena recimo 10.000 € na kvadratni meter. Zdaj, če imaš ti €1.000.000, jih seveda vložiš v Pariz. Zato, ker če boš vložil v Ljubljano, lahko kvadratni meter ljubljanskega stanovanja, ki je bil 10 let nazaj, 2 jurja ali pa 2 jurja pa pol in boš zgubil 3/4. Zdaj, kdo je profil ljudi, ki si odloči ta denar sam investirati? Hočem reči, če ni ves ta cirkus pogojen s tem, da gre tukaj za neko pranje denarja. Veš kaj, Boštjan, predlagam, da na tej točki zaključiva, ker se mi zdi zelo tehna misel oziroma vprašanje, po drugi strani nama je pa žal tudi zmanjkalo časa, z veseljem ob naslednji priložnosti. Za danes pa dr. Boštjan Marko Turk, najlepša hvala za tvoje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj razpada Gaza in zakaj Slovenija, že 934. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kako uspešno biznismen Golob fura Slovenijo. Faktor analiza z dr. Janezom Šuštaršičem. Kje so podobnosti in kje razlike? Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.